Prijazno vas pozdravljam na drugi v nizu predstavitev Potujemo skupaj, ki jih za širšo javnost pripravljala knjižnica Beležice in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru. Januarja smo začeli v Sloveniji, danes pa nas bo pot vodila v zahodni del Južne Amerike. Skrivnostna dežela Inkov, slovita pokrajina Andov, prikupen svet nam in napak. To je le nekaj oznak južnoameriškega mozaika Peruja, ki nam ga bo v prihodnji uri z etnološkimi in turističnimi znamenitostmi odstiral tamkajšnji slovensko govoreči domorodec Alex Fernandez. Alex, pozdravljen. Dobrodošel v naših knjižničnih prostorih. Hvala. Alex je v Peruju končal univerzitetni študij smer turizem. Njegove dolgoletne izkušnje turističnega vodenja so bile sprva vezane na domačo pokrajino, kasneje na celo Južno in del Srednje Amerike. Več kot 7 let je kot tur lider ali glavni vodnik vodil skupine iz vsega sveta. Leta 2008 pa je prišel v Slovenijo, kjer se je že v nekaj mesecih naučil slovenščine. Opravil je izpit za turističnega vodnika in tako tudi pri nas začel upravljati poklic, ki mu je pisan na kožo. Četudi je v Sloveniji lepo sprejet, pravi, da pogreša tekočo hrano, pisane barve, latino glasbo in ples. Uživa pa v avanturah, vedno novih izzivih in je velik ljubitelj zgodovine. Z delčki slednje bomo sooblikovali tudi današnje druženje. Alex, predlagam, da začnemo in ti predajmo besedo. Hvala lepa. Najprej upam, da se bomo lepo razumeli, saj povsod piše, da govorim slovensko, ampak nikoli bom govoril slovensko, kot pravi Slovenec. In če bi bilo karkoli, da ne razumete, prosim, kot v šoli, lahko, okay. No, najprej, jaz ne grem na nobeno predavanje, brez moji prijatelji. Okay. Jaz te uliš. Okay. Moja draga. Hvala. Okay. Najprej se hočem zahvaliti Deju, ker mi je rekla, da če kako predavam nekaj, da osebno jaz se zelo imam rad. Ker je del sveta. Zgodovina mi je zelo všeč in z veseljem danes sem pripravil audiencija od Peruja. Najprej beseda Peru. Kadar omenjam Peru v Evropi, včasih nekateri starejši ljudi rečejo Peru, ja, se mi zdi nekaj eksotičnega, ampak kaj pa imate v Peru? Ja. In ko pridemo v Evropi, sem ugotavljala, da Peru kot Peru ni znan po imenu, ampak če rečem Machu Picchu, to pa jasno. No, Machu Picchu je v Peruju. Za vsak slučaj. Nekateri ljudi samo poznajo Peru ali Machu Picchu, poznajo, da se je razvila ena kultura, inkovska kultura, ampak da povezujo s Perujem kar ne. Včasih rečo, ali ni Peru, ali ni Machu Picchu v bistvu Mehika, niso Inki živeli skupaj s Azteki. Malo problemi imamo s to tematiko. Zaradi tega danes bom začel to predavanje, da se spostavimo točno, kaj je Peru, kako mi poznamo v Peruja in potem gremo na kakšno turistično pot. Začnemo zdaj, da spostavimo. Leta 1453. Do takrat v Evropi vse se je dogajalo. Evropa je bila sredina sveta. Vse, kar je bilo znanost, vse umetnosti se je dogajalo v Evropi. Ampak 1453 Evropejci niste mogli več dogajati ali pa do take produkte. Zato, ker v Konstantinopel se je zaprl na pot in zaradi tega takrat največja monarha iz Evrope, Portugalci, Italijani, so začeli iskati na pot, da bi šli do Indije, do Kitajske, ampak
mogoče okoli sveta, mogoče po Afriki, niso vedeli kaj delati. In takrat se pojavi en Italijanec, ki živel v Španiji, leta 1492, Krištof Kolumb, po napaki, napačna pot pride do Amerike. Takrat on je mislil, da Amerika je pač Indija in mogoče zaradi tega mi smo znani kot Indijanci. Zares, mi bomo s tem doživeli skozi, ampak mi nismo Indijanci, ker smo iz Indije, mi smo Američani. Jaz sem Američan. Američan ni samo je isti, ki živi v Severni Ameriki. Okay? Jaz sem Američan, jaz sem iz Južne Amerike. Jaz sem Američan, ker živim v Mehiki. Jaz sem Američan, zato živim v ZDA. Pač pride v Ameriko Krištof Kolumb in najprej, kot veste, na slika pride na Karibske otoke. Kuba. In te Karibske otoke, najprej. In po tretji pot, končno pride na celino. Kje je po Venezueli? Po Venezueli pride in tam se zaveda, da lokali si govorijo veliko o enem cesarstvu, tam daleč, sa džunglo, tam med gorami. In Pizarro in te drugi Španci rečejo, kaj mi izgubili? Če mi ostanemo v Evropi, gremo v zapor ali pa umremo. Ampak če se upamo, bomo bogati, mogoče. Dejmo, 200 Španci se odločijo. In potem te Španci pridejo v eni kraljestvo, današnji dan, to so slike, so realne slike od domorodci iz ZDA, Guatemala, Mehiko, Peru, Bolivija, Venezuela, so taki. Okay? Ampak niso bili taki, kad Španci so prišli v Ameriko. Ta slika nas kaže, to je, kar nas prodaja, ker veste, da zgodovina je napisana po iznovaci. In seveda, po zgodovini kažejo, da Evropejci takrat so bili isti, najbolj napredni, civilizirani in skozi kažejo Indijanci, divije, s svojimi puščicami in tako naprej. Ena največja napaka, ki imamo mi iz sodobne sveta, je, da mislimo, da mi smo na vrhu s tehnologijo, da pred nami niso bili boljši. Te Španci, ko pridejo, najdejo eno cesarstvo, ker ljudi so se oblekli vse sladko. So imeli kosarce za pivo, sladi kosarce za pivo. Diamanti, esmeralde, to so bili kot zaigrače. Zato, ker za njih vredna ni bilo zlato, ni bilo srebro, vredno in napredna je bila hrana. In to je bilo bogatstvo. Tehnologija je bila zelo napredna. Tako kot mi po naši matematiki, mi poznamo, vse izhaja od pi, 3,416. To je naš začetek za matematiko. Za nas je naš Inkovska križ, Čakana. To je naš pi. Začetek od geometrije, začetek od matematike, o solsticiju, ekvinoksi, za arhitekturo, za inženjerijo. 100% potrjeno, da ta Čakana je bolj točna kot pi, ker vsaj pi je 3,1416. Dalje ima 0,03 napak. Bolj natančno ne mora biti. Recimo, ko lahko vidite tukaj, en mali primer Čakani, točno se ve, kdaj so solstici in ekvinoksi. Eni vrste juni, eni vrste september, eni vrste marec in tako naprej. Okay? Vse to mi poznamo, okay? Zato ker naš svet je razdeljeno na 4 dele. Naš svet ima povezavo s naravo, povezavo s astronomijo, povezavo z zemljo. Veliko krat bomo imeli beseda pača mama. Mama zemlja. Moja mama.
Sam en mali primer, kako je bila astronomija takrat. To je naš Čakana, naš pi. Če nismo videli naprej takrat, zdaj bomo videli. To je Peru iz vesolja, Google. Točno položaj Čakana, če ta Čakana damo tukaj, Cusco ali pa Inkovsko-Sesarsko mesto je na sredini Čakane. 45 stopinja iz juga do severa, iz jugo-zahod do severo-vzhod, točno me dela ena črta, ki prečka iz Bolivija, Potosí, jezero Titicaca, to so eni templi, otok Sonce, otok Lune, gremo še naprej, še en tempel, Pucara, Rakči, Cusco, Sacsayhuaman, Machu Picchu, Cajamarca, Inca Pirca v Ekvadorju. Vprašam, če niso bili napredni takrat, kako je bilo možno, da vedo, kako narediti, tam govorimo približno 3000 km razdalje. Kako točno so zgradili templi na tej črti? Nekaj so znali. Definitivno Indijanci, Tibije niso bili. So bili tudi napredni zato, ker so organizirali celosesarstvo. Takrat ni bilo samo Peru. Celosesarstvo je bila Ekvador, Peru, Bolivija, Čile, Argentina in Kolumbija. In so zgradili isto kot Rimljani, Inkovska pot. Več kot 30 000 kilometrska poti, ki je povezovala celosesarstvo. En primer od vseh tega, ki so organizirali v Peru, so bili časkic. Otroci že od rojstva, pride sem tukaj, ti boš suhec, ker imaš dolge noge in boš lahko tekel. Pošta. Pošta je tekla po celosesarstvo, vsak 10 km ste bila ena hiša. So tekli išboli pošto naprej in na tak način je prišla pošta iz Čile do Ekvadorja, iz Čile ali iz Peruja v Bolivije. V inkovski čas nismo imeli dalje, kako rečete po slovensko, constitution. Ustava. V naši ustavi samo tri besede. Ama Keja, ama Julia, ama Sua, naša ustava. Ama Keja, ne mori len. Ama Julia, ne laže. In ama Sua, tri besede glavne same. Organizacija se dobro bila, to je držalo 100 let. Mogoče to je bolj pomembno kot ama Sua, ama Julia, ama Keja, bolj pomembno kot tekač, bolj pomembno kot Čakana je bila mama Sevulja. Mama, to besedno mama. Ne bi smeli oni zgraditi tam, ker je zemlja rodovita. To je prostor za hiše, večino prostor je samo za hrano. Oni so imeli en socialistični način, komunistični način. Inka je bil na vrhu in vsi drugi samo so ubogali. Kaj so naredili s takim sistemom? V 100 letih, ki so bili Inki, nikoli ni zmanjkalo hrane. Nikoli. Vse je bilo kao perfektno. Do leta 1533. Točno takrat pridejo Španci in vse, kar so zgradili čez 100 let, je bilo porušeno. Takoj, čez 2 leti so izumrli skoraj 1/3 od celo ljudstvo. Zaradi bolezni, ni zaradi veliko dela, zaradi bolezni. Ampak mi smo bili pod vplivom Špancov več kot približno 300 let. 300 let smo bili sušni od Špancov. 300 let so nas natlačili v glavi krščanstvo, rimska prava,
se ne zdi, da vsaka kultura bi že razpadla, ker 300 let je preveč časa. Ampak ne. Trenutno Peru je en živ muzej, ker ljudi še nadaljujo s temi običaji, s temi značilnosti življenja, kot smo imeli pred Špansko. Kada jaz sem govoril o Ingi, sem omenil 100 let. 100 let. Kaj je 100 let v primerjavi 5000 let? To je nič. To je nič. Če gremo v naši kulturi, to je vodena torta. Inge, naša sadnja kultura je bil sadnji del, okrask. Kada oni so se pojavili, vse je bilo že narejeno. Organizacija, politika, astronomija, inženjerija, vse, gradnje. Oni so samo povezovali vse, ki so radili najbolj slavni. 5000 let v zgodovini, kar mi imamo. Prva kultura, ki imamo v Peru, Karaj. Isti čas kot Egipćani. Včasih povezujemo piramide, samo v Egiptu. Ne. Piramide so posebne zvedke. V Peruju smo imeli piramide. Istočasno kot v Egiptu. Se pravi, glede kultura in kada bomo govorili o Inki, govorimo o vsakni del od naše zgodovine. Zdaj pa malo smo že sedili noter v Peruju, kako je tematika. Za isti, ki niste šli v Peruju, veste, morate vedeti, da greste na drugem koncu sveta. V vsakem primeru bo treba potovati 24 ur. Peru ni majhen. En velik problem, ker imam, kada potujem s Slovencem, da še vedno mislimo po slovenski način v Peruju. Kako? Če jaz rečem tukaj, grem izreči se do Maribora. Kako? Tako dolga pot. Ne moram biti. Ne, boljše ne, bom izgubil čas. Tako dolga pot. Peru, če vidite, malo se primerja, Grčija do Danska, dolga. Več kot 3000 km dolga. In zaradi tega moramo biti pripravljeni, da potujemo v Peruju je normalno, 6 ur minimalno, 5 ur minimalno, če ni 12-15 ur. To je normalno. In drug problem, ki imamo v Peru, ni ravno. Okay? To je velik problem, ker naravne lahko lepo načrtujete, če gre na 120 km na uro, pomeni, da če se nora pridite. Tam včasih imamo samo 60 km razdalja, ampak greš od 0 do 6000. In cesta je taka. Se pravi, samo za 60 km lahko rabiš 12 ur. Ne, 3 deli imamo v Peruju, en del, primorski del. Primorski, Ande, Gorenska in ta drug bi bilo več. Džungla, Amazonas. 3 deli imamo v Peruju. Ta prvi del, Primorska, mi go imenujemo Kosta. Puščava, kot Sahara. Najbolj suha puščava na svetu je med Čile in Peru. Atacama, to je naša. Včasih se pojavi kakšna reka, ki pride iz Andov in tam seveda takoj nekaj se prideluje, ampak sama cesta večinokrat je samo tako. Če slučajno imate kakšen problem, avto, motocesta, seveda ne pride. Tam se morate zrihtati sami. Drug del, Ande, ali Gorenska za nas. 2846, Slovenija, pri nas 6970, 67 v Askarani. Povprečno po cel Peru 6000 metrov. So visoke gore. Za isti ljudi, ki imate radi po snegu, ki imate radi taki športi, je en raj, še posebej severni del iz Peruja. Zdaj pa, ko mi rečemo, Peru je blizu ekvatora. Mora biti toplo, ker v ekvator je toplo. Lik zaradi te gorske verige ni toplo.
na Primorskem lahko je poletje, istočasno v gorah je zima. In tam, kjer je gorska veriga, je čez dan, če je vse na soncu, mogoče imamo občutek, da je 22 stopinj, takoj grem na senci in tam imam 10 stopinj, ker to je suho. In ta drugi del, največji del iz Peruja je Amazon. Blizu Brasilija, vse je zeleno, Amazonas je en raj tudi za ljubitelje narave. Veste, da to je največja pljuča, svetovna pljuča, največja količina živali živi v Amazonasa. En mali primer od jaguarje do anakonde, do piranje in tarantele in vse take lepih živali. Imamo tam drevesa, veste, da če je največja pljuča na svetu, mora biti samo drevo vse okoli. In reka Amazonas, ki povezuje Atlantika in Pacifika. Ta Amazonas povezuje Kolumbija, Venezuela, Ekvador, Peru, Brasil in Bolivija. Skratka, Peru, Costa Sierra Selva, Primorska, Gorenjska in Amazonas, tri različni pokrajini. To mi pričakujemo v Peruju. Še dodatno bogatstvo v Peruju. Mi imamo ta srečo, da zato, ker smo v Južni Ameriki, tukaj nižje je Antarktika in iz Antarktike en tok vode gre na vzgor. Ta tok vode, mrzla voda, res mrzla voda se imenuje Humboldt. In drug tok prihaja iz Avstralija, to je topla voda, in oba sa naše sreče se srečata v naši obali, v Peruju. Zaradi tega naša obala je ena najbolj bogata na svetu. Zdaj ne boste misliti, da v Peruju samo živimo v malih kočiji, pa ne samo vasice, sodobne mesto, isto kot Pariz, kot Rim in tako naprej, to je naše glavno mesto, Lima. V Sloveniji smo 2 milijona prebivalcev, v Limi glavno mesto 9 milijonov živijo in po celo Peru 30 milijonov. Na ta del blizu oceana seveda gremo iskat Tihi ocean in tam imamo kontakt s morskimi psi, ptice, včasih pingvini, kito, delfini, ker sem rekel, že to je morska voda, in nas take lepi živali, tam včasih tako plavamo z njimi, to je že turistično pripravljeno, seveda, ni nevarno, in tudi gremo obiskat te sipine. In tam deskajo gredo, da vadijo kot je v Evropi snowboard, tam je sandboard. Oasi najdemo na sredini puščave, lepo je za obiskat, tam imamo kamelje, imamo take avtke, bogis, 4x4 lahko nas peljejo v puščavi, zelo lepo in še posebej zato, ker je prvi stik s temi, s to pokrajino, ker zelo suha pokrajina. To so take džipi, take oase, najdemo na sredini puščave. In še naprej, že gremo počasi na pravo tematiko iz Peruja. Eni od teh enigma sveta so linije Nazca. Kdaj so bili narejeni? Približno vemo, leta 200, leta 600. Zakaj so naredili? Noben ne ve zakaj. Kako so naredili? Tudi ne vedo zakaj. Kako natančno so naredili, če sploh se ne vidi, moramo leteti, da jih vidimo, tudi noben ne zna razlaga. Vidite, so natančne, geometrično natančno narejene, isto kot piramide od Egipta. Imajo svoje posebno merilo. Na tej puščavi oni so živeli tam so piramide. Ampak nekaj, da morate imeti za živeti, je hrana in voda. Če je puščava, vse je suho, s kje prihaja voda? Vidite, so naredili eni luknje, pod zemljo so našli tople vode. To so akvedukte in to se vidi iz zemlje in na tak način izgledajo se zraka. Eni luknji.
zdaj, še bolj fascinantno kot linije naspred so te tekstile. Od leta 200. Kako se imenuje ta kultura, ki to naredila? Paracas, Nazca, Chincha, pravzaprav, imamo več kot 40 različnih kultur. In na ta del samo omenjam Paracas, Ica, Chincha in Ica. In Nazca so 4. Najlepše tekstile, ki bomo lahko našli v Peruju. In te tekstile smo, recimo, to je tale puščava, ampak v puščavi je take hiške, to so pokopališče. Tam so mumije, niso replike, originalni mumije. Recimo to. To je normalna človeška rovanja. To tudi je normalnost. Razlika je, da je prostor te glavi s drugim prostorom. Za to glavo je večje možgane. Se pravi, da oni so bili že na tak način rojeni. So se rodili s tako glavo. To še je enigma, ki zdaj gre. Zato v nas ki veliko se govori o vesolju, vesolci, še vedno ni nič potrebnega, ampak je pač dokazano, da to niso bili umetno narejeni. So se rodili s tako glavo. Do Ponaski Paracas. No, potem pa gremo do Gorenjska. Moje mesto, mi imamo radi vulkani v Peruju so posod, ali ki pa se imenuje moje mesto, eno kolonialno mesto, lahko Evropa, Sevilla, Andalusija, veliko Španci so živeli tukaj, ali tam nekaj vidi, to je vulkanski kamen, pepel. Produkti, ki prihajajo iz Amazonije, prihajajo seveda iz Peruja, vse je sveže. In zaradi tega jaz vas povabim, če slučajno greste v Peru, pejte do lokalne tržnice in probajte. Probajte, okus je drugačen. V Peruju imamo več kot 3000 različnih krompirjev. Študirani, testirani 3000. V študiji še 500, še 600. Sivega krompirja na svetu. In to lahko vidite na tržnici. Barve, oblike in vse, kar je tam na tlak. Še nekaj lahko imamo rekordines. Koliko različnih produktov imamo tu? 10, 8, ne vem. Tujči imamo 10. V Peruju testirani so 500 različnih sort koruz. Ko pustimo mesto in gremo na tržnico, iščemo vse muzeji, gremo prvi kontakt s temi kao indijanci. Ne boste mislili, da se oblečejo še enkrat ponovim, za turiste. Ta gospa, ta punčka uporablja to vsak dan, to je njihova oblačina. Ne boste mislili, da to, zato ker so indijanci, to mora biti zelo poceni. Ena taka obleka za gospa, ki ima veliko obraz, recimo, jaz računam 1500 evrov, mora biti. In gospa mora imeti 2 ali 3 doma. In nemogoče v Peruju biti v busu all the time, skozi. Ker kada mi potujemo v Evropi, mi že vemo, avtobus se ustavi, gremo v musej, nazaj, gremo na kosilo, nazaj, gremo v hoteli spati in tako naprej. Iz busa do museja, z busa do museja. To osebno me uvidi, kada jaz vodim v Evropi, ker to je tak, da to ne rabim, se mi ga manj. V Peruju je obvezno, ker narava je taka, da povabi. V Peruju, v Arequipi, tam je to mesto, imamo najglobji kanjon na svetu in tam gremo gor, po tej poti, 8 ur navzdol do kanjona in tam se sprehajamo do te vasice. Nagrada, na koncu, ko hodimo po takih poti, da pridemo tukaj, ena oaza. Ena oaza s svojimi palmami, višina tam 2000 metrska višina, ampak so palmi, zato ker je mikroklima. In mi gremo na tej kanjon, zaradi lepote kanjona, ampak glavna točka je, da na tem kanjonu, na steni od kanjona, kondore imajo svoje gnezde. Tam, in ljubni, in ko vidite, ljudi se izvira že ob 6 zjutraj. Tišina totalna, čakajo. Čakajo, da je malo bolj vroče, toplo,
In zato, ker je kanjon eno grlo, začne pihati. Ker kondor je več med 11-13 kg. On ni kot oljo, da bo lahko delal to. On samo se vrže v kanjon in na zraku mora najti termin. Zdaj, če je slabo načrtoval, adijo kondor. Ampak mi počakamo ta ura in ja, eni 90% možnosti, da vidimo kondorje. Po vsej Latinski Ameriki ta točka je najbolj znana zaradi kondorja. Ja? In seveda, tale ptica, kondor, naj bi bila en bog za nas. Mi imamo 3 bogovi. Kondor na zraku, puma pod zemlje in kača pod zemlje. 3 bogovi, 3 zveri. Terase. Sem rekel, da pri nas v stari Peru bogatstvo ni bilo zlato, srebro, pa to, kar mi zdaj poznamo. Za nas je bila hrana. Naš vladar se je sekiral, da hrana je povsod, tudi na tej puščavi, ki smo videli. Hrana mora biti tam, oni so notri v naše cesarstvo, se pravi, morajo jesti. In oni niso se bali od take geografije, da ni ravna in so naredili terase. Te terase od leta 200 še vedno, leta 2019, ponujajo in nas dajo hrano, kot včasih. Recimo, tukaj višina je 3400 metrov nad morsko višino. In iz tukaj prihaja krompir in koruza. In končno pridemo do Cusco. Cusco je meka turistov Latinske Amerike. Tam je sploh več turistov kot lokacij. To je kot Praga. Samo skupine turistov, gor, dol, desno, levo, samo turisti. In je res eno lepo mesto. Povsod mi dihamo zgodovino. Zgodovino zakaj? Zato, ker to mesto je bilo preurejeno, narejeno nad inkovsko mesto. Še vedno vidimo, to so originalni inkovski steni. To niso bili narejeni za turistov, so originalni. Isto kot, seveda v Cusco, zato ker je meka shopping, ne bo zmanjkalo, originalni inkovski steni. In na koncu, ko gremo mi v Machu Picchu. Machu Picchu ponavadi je pač tale kraj, po vsakem primeru gremo, tudi če smo bolani gremo. Ampak vidite, kam sem dal Machu Picchu? Večino mi reče, Machu Picchu, a je to visok, a bom imel glavokol, a rabim koliko listi, a rabim marihuana, kaj rabim, kaj goriš na glavo? Ni treba nič sevati, zato ker Machu Picchu ni na rjavi kraj, tam, kjer so gore. Jaz sem dal Machu Picchu na zeleni kraj, tam, kjer je Amazonas. Sploh Machu Picchu ni visok. Ni zeleno. Ampak večino gre v Machu Picchu z vlakom. Lažem, greme z busom, greme s vlakom in potem z busom do Machu Picchu. Ja, je lepo, je lepo. Če imate čas, predlagam, ejte peš. Zakaj jaz rečem to? Kada nekdo pride v Machu Picchu, tako, muskel fever, umazan, prepoten, je drugo človek. Ker je obisk Machu Picchu, ta slika je bolj vredna. In samo občutek, da si v nas na enem svetem kraju in da ti je bolelo videti, je 100% boljše. Ker če vidiš čist, da slikaš in imaš posilo tam v restaurant, ni isti občutek. Sem vodil obe skupini. In dalje je bolj za uživati. Ni težko. Se hodi res, ampak ni ena tekma. Je res za uživati. In če res ste že v Peru, dejte, poskusi to. In potem gremo na zadnja pot iz Cusca Machu Picchu do Jezera Titicaca, ki smo že blizu do Bolivije. Pot med Cusco in Machu Picchu je altiplano. Altiplano, alto, visok, plano, ravno, visoka ravnina, 4000 metrska povprečje, cela pot. Ampak vi, če imate že ta pot, ki sem kazal, če ste sledili ta pot, ne boste imeli več kilometrov, ste že navajeni.
Tale višinska bolezen, to je ta prvi 2-3 dni v višini. Včasih je na ura po ulici in to je to. Do takrat je že vse mimo. In na vodni planu, lame, alpaka, hišni ljubljenčki so, sem rekel, vse posod jih najdete, ne bojite se da v lisu, ne grizejo, ampak drugače so prijazni. Jezgroditikalka je skoraj na polovici Slovenije, da imate predstavo. Lahko pojete, ne vem, 3 do 4 ure in pridete od otoka do otoka. In od morja. Nad 3800 metrov. Tam se prespi pri lokaciji, tudi se obišče, da je plavajoči otok, to se imenuje, to so urosi. Oni zgradijo svoj otok od te slame. Oni zgradijo svoje hiše. Oni živijo tam, oni pojejo slamo, oni naredijo vse svoje pohištvo od slame, vse živijo od slame, svoje otroci živijo. In tale je kot ena reka. Če slučajno jezero se ima razgorkan, cel otok se pomika. In zdaj že proti koncu, mogoče nekaj, da za nekateri je hecno, nekateri pravijo, joj, Peru, Kolumbija, kokaina, najboljša. Oceni. Ena legenda naša pravi, da naši indijanci, naše predniki so vedeli, naenkrat se carstvo poizginilo. Ampak naši bogovi so rekli, naš kondor je rekel, ne skrbite, ker ne boste izginili. Je treba. Vsaki toliko časa tu iz zemlja se potresi. Je treba. Mora se dati ven. Je res, ker vaše cesarstvo bo razpadlo, ampak ne bo izginilo. Zato vam dajem to, kokini listi. S tem kokini listi vi, ki ste naši, boste močni. Vi ne boste imeli glavobolja. Vi, to bo pomoč za vas. To je kot kruh, sveti kruh. Ampak za isti, ki pridejo vas uničiti, oni bodo snoreli, kada to bodo probali. Mogoče res, mogoče ne, ampak to se zgodi, ker kokini listi je pravi izbir za kokain. Naši lokaciji, problem v Peruju, v Boliviji, v Ekvadorju, ni kokain, ko so pravi. Kdo bi rekel, poceni, po tomu najdeš, ni. Problem kokain po celem svetu, razen v Peruju. In kot hvaležnost imamo zemljo, najbolj vredno za nas kokini listi. Hvala mama zemlje, da si mi dala ta kruh. Hvala mama ata, ena gora, ki je naš ata. In to se da kot darilo zemlje. In to, kar imaš doma, z veseljem in s spoštovanjem poješ vse. Na tak način delajo še vedno te indijanske vasice, še vedno vse v skupnost. Ni moj oče, ampak podoben je bil. Se spomnim zelo veliko, kada mi kot otroci smo sedeli, ogenj zraven, oče tukaj in mama tukaj. In smo poslušali, kaj moraš narediti. Nikoli niso povedali, moraš imeti dobra nagrada, moraš imeti to. Ne, skozi so rekli, pasi, da ne boš preveč jesen. Pasi, da nikoli ne boš na kolena. Pasi, da spoštuj z drugih. In to je bila bolj napravljica. In to izhaja že. Te indijanci, tako kot jih poimenujemo, spoštujejo. V mestu to je konec. Zaradi tega v Peru je vredno iti do teh malih vasic. In zdaj, ker rečem, ker smo mi v eni obdobju, ki smo že proti koncu naše obdobje. Mogoče zdaj jaz bom malo
To ni za turiste, seveda jih prodajo za turiste, ampak te starejše ljudi izkustva uporabljajo to. To je, kot če je rekel, kreditna kartica, sem vreden. In starejše ljudi, kada oni se oblečejo na tak način, se pokažejo kot predsednik države. In zdaj, ki sem bil zadnjič v Peruju, sem opazil en gospod, v glavnem hotelu tako, ki je začel govoriti. In moji turisti ne razumijo špansko, gremo slušati, kaj je to. In je bilo zelo zanimivo, da ta gospod, ki ni imel čevlji, ampak imel to, začne reči, prosim vsi, ne uporabljajte veliko papirja. Preveč papirja uporabljajte. Zakaj vi turiste imate stekleničko vode, da je plastično? Ne, nehite. Tudi ta gospod je rekel, zakaj pustite babico doma? Ni pas. Ni morate spoštovati. Po inkovski astronomiji, po Majini koledar, po koledar Azteki. Zdaj, trenutno mi smo na zadnji del po eni obdobju. Noben predsednik bo prišel in bo to spremenil. Sami moramo to spremeniti. Mogoče zdaj bom prevzel besede o tej drevo, ki trenutno posekajo v Amazonas, da naredijo papir. Mogoče trenutno jaz bom govoril kot tale opica, ker nima več hiše, zato ker njen dom je toliko. Mogoče bom govoril kot tale želva, ker trenutno ima eno plastiko tukaj v grbu. Oni ne morejo govoriti. Zaradi tega vsako nas lahko to povemo naprej, ali nekaj variti take slave običaje. Kar jaz povem zdaj, je lih to, kar so mi naučili. In Peru je to. Kada boste potovali po Peruju, pejte do lokacij, dejte se pogovarjati s lokalnimi ljudmi, probati, kar oni jejo, narediti, kar oni naredili. Boste videli, se ne boste več gledati. Danes sem govoril o Peru. Zares, moja kultura ni samo iz Peruja. Moja kultura je skupaj latinska kultura. Mi prihajamo iz teh krajev, ker tale stari običaj je zdaj ponovno se rodi. Naše nove generacije že razmišljajo drugače. In to tudi imamo mi že napisano. Ne pozabite, naše cesarstvo ni bil uničen. Začasno se je ustavil. Ponovno se mora roditi, da spoštovanje pomamo naravo. Hvala, to je bilo vse, ki se hotel reči danes in upam, da vsaj v tej minuti ste poznali malo več o moje kulturi. Najlepša hvala. V imenu knjižnice Gledališke fakultete za turizem se našemu gostu Aleksu Fernandezu zahvaljujem za prijetno druženje, vse podatke in napotke, ki jih je delil z nami. Vas, dragi obiskovalke in dragi obiskovalci, pa v izteku uradnega dogodka vabim, da Aleksu zastavite še kakšno vprašanje. Zdaj ali kasneje v klepetu in popustitvi v zadnjem delu dvorane. Brežiška knjižnica in fakulteta pa skupnimi potovanji nadaljujeva zopet jeseni, v času, ko praznuje naša občina. Vabim vas, da se nam tudi takrat pridružite.